je bilo zelo zanimivo po svoje, zato ker sem poznala pokrajino. Ta pokrajina je torej nedotaknjena k sreči do zdaj še, izredno romantična, torej čarobna z eno besedo, ker tudi nima velike močne ceste, tako da bi se tam kakšen promet razvijal in je ta rekla čistost ostala do današnjega dne. No, potem se preselimo zdaj čez desetletja v sodobnejši čas, v leto 2003, ko je k meni prišel scenarist filma dokumentarnega o Kosmaču. Tomaž Letnar je znan scenarist in me je prosil, če mu kaj povem. Dala sem mu eno kaseto, ki sem tudi eno od teh različnih pristopov scenarističnih tudi sama napisala in sva se pogovarjala. In točno to, kar sem vam zdaj povedala, sem povedala njemu. On je to poslušal, si vse natančno zapisal in je to, ta zgodba iz leta 67 recimo, postala glavni okvir tega dokumentarnega filma. Seveda, vlogo same sebe sem igrala sama, potem vlogo Kosmača je igral njegov sin Jernej in njegove sestre, Jernejeva sestra Nanča. No, tako da smo se dobili v Idriji, ker smo se dogovorili, kako bo to potekalo. Potekalo je skoraj po isti poti, ampak nekaj posebnosti je bilo, to vam moram povedati, to je anekdota. Mostu ni bilo več. Prosim? Mostu ni bilo več. Ja, to je bilo. Tistega mostu ob Slapu ob Idrici ni bilo več, je bil že pozidan. In te fantje, ta ekipa snemalcev, to je izredno Končarjeva ekipa, ja, to je izredno zanimiva ekipa, ti snemalci, potem tista ženska, ki me je nekaj pudrala po obrazu, potem tisti, ki so skratka pazili, da vse stvari tečejo v redu, da smo šli nekaj pojesti in tako naprej, je zdaj morala poiskati nov viseči most in so ga našli, ampak ta most je bil 3-krat daljši kot tisti prvotni. Dolg viseči most, mislim, da je na kolenu, ko zavije Idrica proti mostu na Soči, ta zelo dolga gostilna je tudi tam. No in na oni strani ni ceste, to gre kar gost potem, to se pravi, da z avtomobili niso vozili čez ta most. No in še bolj zabavno je bilo to, da so ljudje